Današnjo avtomobilnost posvečamo pripravi na novo motoristično sezono. Kako pripraviti svoje telo, kako se obleči in kako pripraviti svojo glavo. Kot antipol motorjem smo testirali Mercedesa za menedžerje, ob formalni uveljavitvi sistema eCall pa predstavimo konkretne dokaze, da rešuje življenja. Ob koncu oddaje pa gledalko Matejo soočimo z njeno fobijo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Že nekaj časa jih nismo videli v avtomobilnosti, že nekaj mesecev jih vidimo bolj poredko na cesti, zato je skrajni čas, da se spet usedemo na dve kolesi. Ja, in začetek motoristične sezone je tudi čas, ko v avtomobilnosti v naši oddaji posvetimo nekaj besed in nekaj minut tudi pripravi motorista, motorja in motoristične opreme. Pa začnimo kar z voznikom, z motoristom. V eni od preteklih avtomobilnosti smo že pokazali, da se delajo resni preizkusi, kako bi lahko naredili tudi avtonomni motocikel. Ampak razlika med motorji in avtomobili je tako velika, da se ni zabati, da bojo ti v resnici hitro prišli na ceste. Se pravi, še nekaj časa bo motorist v posesti vse kontrole nad vožnjo. In za začetek, preden se zares odpeljamo v prve pomladanske vožnje, se spustimo v svet motoristovih možganov in mišic. Ja, možgani so tisti, ki operirajo z našim telesom. Možgani so osrednji center, ki potem pošiljajo signale, kako mi reagiramo na različne situacije. In tukaj so potem odzivni časi in naša fizična pripravljenost. Predvsem v Veliki Britaniji so že pred leti izvajali različne preizkuse in ugotavljali, da hitra vožnja, še posebej tista dinamična ali ko pospešujemo, ali še posebej na motorjih, kjer dinamično vožnjo pospremi tudi nagibanje telesa in zvok motorja, na nas deluje, na naše možgane, tako stimulativno kot recimo droge. Zato je treba imeti pri vožnji z motorjem ali pa s kolesom, avtomobilom, s skirojem ali pa rolko, moramo imeti hladno in umirjeno glavo. In tudi v tem primeru se nam lahko zgodi padec, še posebej zdaj v spomladanskih mesecih, ko je nekaj več peska na cestišču. In še posebej in tudi zato, ker smo verjetno čez zimo svoje reflekse vsaj malo zanemarjali. No, o samih padcih oziroma o tem, kako se pripraviti na padec, pa smo govorili s strokovnjakoma za padce Filipom in Blažem. Dostikrat glih ne moreš vplivati na to, kako padaš, ampak lahko pa vplivaš, kako se bo to razvilo, sam dogodek oziroma sam padec. Da pa lahko vplivamo na sam potek padca, so nujne vaje. Imaš toliko vaj, toliko ponovitev slabih situacij, se pravi padcev in padov in zdrsov, da telo avtomatično ve, kako samo reagira, ko pride do take situacije. Naprimer, sem v padanju z motorja, da jaz ne razmišljam, kaj bom naredil, ampak avtomatično se zakotelim in rešim pač svoje telo in sebe pri tem. Ali boš priletel na noge in skočil v preval, ali boš, ne vem, že samo če te nese na glavo, da boš glavo spodvil in boš naredil preval. Oziroma tu je bolj dosti kombinacije, ki pa jih res dobiš večinoma tudi dosti z gimnastiko. A naj se še tako izurimo v padanju, so padci vedno lahko smrtonosni. In zato je tako pomembno, da tudi poleti kože ne zaščitimo le s faktorjem za sonce. Izbira na trgu je zelo velika in zato ni treba povsem izprazniti denarnico, da bi bili ustrezno in varno zaščiteni. No, kaj pa so tiste stvari, na katere morate biti pozorni, ko kupujete pravo zaščitno motoristično jakno? V Sloveniji, bom rekel, teh, ki je največ, so nekje tuning motorji, ki se uporabljajo lahko in za kratke relacije in za dolge relacije, oziroma lahko jih uporabljamo čez skozi celo sezono. Neka taka jakna, nekje srednjega cenovnega razreda, bom rekel, mora imeti pač naslednje stvari. Seveda, najbolj pomembne so stvari, ki nas ščitijo. In ta jakna ima znotraj ščitnike, ki so seveda snemljivi, ampak snemljivi zato, da pač lahko jakno lažje operemo. Ščitniki so v ramenu, v komolcih in na hrbtenici, se pravi na najbolj izpostavljenih mestih. Naslednja stvar, ki je zelo priporočljiva, je to, da ima jakna notranjo podlogo. Pomeni takrat, kadar se mi peljemo, bom rekel, bolj hladnem, nas ščiti pred tem, da nas ne zebe. Sama jakna ne prepiha, funkcija podloge pa je ta, da nam je toplo. Zelo fino je, da ima ta jakna protivetrno oziroma protidežno zaščito za vrat.
ob morebitnem vremenu, ki nas dobi, damo to čez glavo, čelado čez in nam je spet bolj toplo, ker nam ne piha in voda preprečuje, da bi voda nam tekla za vrat. Fino je, da ima take lepaske, zato da si lahko mi med vožnjo oziroma če vemo, da smo hitreje peljali, lahko naredimo, da pač je bolj fiksna jakna na nas, kar pomeni tudi bolj varno. In pa da si lahko majčkeno prilagodimo velikost same jakne. Nekateri imajo pač, bom rekel, bolj močne roke, drugi malo manj, oziroma telo, tako reči, ker teh paskov je po celi jakni dovolj. To potem recimo še kakšne malenkosti, kot so taki gumbki, da si recimo ne odrivamo motorja, žepi in recimo V vročem vremenu zračniki? Tako. Zdaj smo rekli, da je to celoletna jakna, pa takrat, ko je pa vreme bolj toplo, je pa fino, da pridejo upoštevati ti zračniki, da nas jakna hladi. Seveda ob prepostavki, da mi damo to podlogo iz jakne ven, odpremo zračnike in nas ta jakna hladi, tako da se spet dobro počutimo, da je še vedno zaščita, da je varnost, ampak da nam ni prevroče. Bistvo motorja je to, da mi uživamo v vožnji in ob zaščiti mora biti tudi nam prijetno. Varen voznik je tisti, ki zna težave predvideti in se jim izogniti. To je nekakšen motoristično-avtomobilistični zenovski izrek, ki drži kot pribit. Edina težava, pa hkrati tudi izziv vožnje z motorjem, pa tudi z avtom, pa je, da vseh težav na cesti seveda nikoli ne moremo znati predvideti. Znanja ni nikoli dovolj. Ja, in ena težava so zagotovo tudi izkušnje, oziroma izziv pride z izkušnjami. Tako mladi vozniki velikokrat gredo preveč dinamično, preveč agresivno v ovinek, pa imajo potem težave pri naslednjem oziroma pri setu ovinkov. A pa že v prvem. Po drugi strani pa je dvorezen meč tudi pri izkušnjah, ki jih imajo starejši vozniki, ker jim to daje neko rutino in rutina pri vožnji včasih ne da tistega odzivnega časa, ki bi ga pričakovali. Da zalogo zaupanja, v kateri pogosto pretiravamo. Ampak v začetku, še posebej v teh prvih pomladnih vožnjah, praviloma motoristi vozimo z glavo in predvidevamo težave, ki jih asfalt pri tem času prinaša. Predvsem ne smemo pozabiti, da je asfalt umazan, da je v njem veliko blata, umazanije, soli, peska, da oprijem ni dober. Asfalt je pogosto tudi hladen, na senčnih ovinkih pa lahko predvidevamo tudi to, da nas preseneti kakšna poledica. Tudi gume bojo ohlajene, oprijem ne bo dober. Podaljšati je treba zavorno pot, varnostno razdaljo. Ampak to je le nekaj osnovnih stvari. Mi smo v avtomobilnosti govorili tudi o koraku več, o ovinku, najbolj zanimivem delu vožnje tudi pri motorjih, ne samo pri avtomobilih. In še nekaj smo omenili, da je vožnja skozi ovinke zanimiva tudi zato, ker lahko vozimo dinamično, pa v skladu z hitrostnimi omejitvami. Ja, in to je tista stvar, ki je podobna tako pri avtomobilih, kot tudi pri motorjih. Če se spomnite, smo na primeru 3 zelo različnih avtomobilov ugotavljali, da se z vsakim da dinamično vozi in ne samo dinamično, tudi po vseh zakonskih omejitvah. No in podobno je pri motorju, samo ovinka se je potrebno lotiti malo drugače, po motoristično. Ali bomo ovinek speljali pravilno ali pa se bomo s telesom znašli prek sredinske črte oziroma preblizu bankine, je odvisno od tega, kako se bomo ovinka lotili. In kako se ga varno in dinamično lotimo? No, pomembno je, da si v mislih vozni pas razdelimo na tretjine. Leva in desna sta tista, po kateri vozijo avtomobilske gume, zato sta običajno tudi temnejše barve. Sredinski pas pa je svetlejši in praviloma bolj prašen. V levi ovinek vstopamo z desne tretjine, v desnega pa z leve in pri tem upoštevamo osnovna 3 načela, kaj v ovinku vidim in kaj mi to pove, česa ne morem videti in kaj lahko predvidevam. Ključno pa je, da je vstopna hitrost v ovinek takšna, da se lahko varno in na svojem voznem pasu po potrebi ustavimo do tiste točke, ki jo najdlje vidimo. Zdaj pa boste spoznali avtomobil, ki mu lahko rečemo kar kontrapol motorjem. Avto, ki je v bistvu narejen za to, da bi v njem sedeli zadaj, ampak tukaj smo Slovenci še kar malo posebni. Poglejmo zakaj.
Pred nami je največji in najbolj imeniten Mercedes, a v svoji najbolj slovenski različici. Slovenski? No, da lahko trditev razumemo, moramo slišati stavek, ki ga je povedal v avtomobilskem svetu najbolj uspešen Slovenec Robert Lešnik. Večina jih dejansko uporablja ta avtomobil recimo zadnjega desnega sedeža. Mi temu rečemo oasis of well-being. Zato smo na prvi vožnji po Švici vozili in se vozili v razredih S s sredinskim medosjem, kar pomeni, da smo imeli priložnost občutiti, kako se počutijo tisti, ki so bili v fazi razvoja najpogosteje v mislih Lešnika in njegovih sodelavcev. Nekaj takšnih lastnikov je tudi v Sloveniji. Marsikatera odvetniška pisarna recimo odvetnike na obravnave pelje v službeni limuzini s šoferjem, da se ti ne rabijo obremenjevati z vožnjo, a šatl prevozi najvišjega ranga so eno, drugo pa same vožnje menedžerjev. In kot pravijo trgovci, se slovenski veljaki za razliko od kitajske ali kalifornijske elite naokoli vozijo sami, zato izbirajo takšno kratko, najbolj vozniško, torej slovensko verzijo. Prepričali smo se, da jim res ni hudo, kajti vožnja tako prestižne limuzine predstavlja neke posebne vrste izkušnjo, ki nima res nobene veze z običajnimi avti. Tu gre za iskanje popolnosti, odličnosti, recimo v razvajanju lastnih čutil z res vrhunskim zvočnim sistemom Burmeister ali masažo z vročimi kamni. S ponuja udobje, zapisano z veliko začetnico. In seveda razumemo, da se marsikateremu poslovnežu ob natrpanih urnikih vrtenje volana zdi zgolj izguba časa in bi se zato že danes rad prepustil asistenčnim sistemom. A seveda še nismo tam. Volanski obroč je tudi v razredu S še treba držati, je pa desna noga že praktično povsem razbremenjena. Ko vključimo aktivni tempomat, namreč razred S samodejno prilagaja hitrost prometu. To pomeni drugim udeležencem v prometu, tudi kolesarjem in pešcem, ki skačejo na cesto. Poleg tega pa tudi hitrostnim omejitvam, te ugotovi s skeniranjem prometnih znakov in prek navigacijskih podatkov. Poročamo, da je v našem preizkusu zadeva delovala vrhunsko, samo še rdeči semaforji ostajajo ozko grlo. Zavirati pa voznik ne potrebuje niti v krožnih križiščih in niti pred ovinki. Razred S namreč ovinku samodejno prilagodi hitrost na tisto, ki bo sopotnikom nudila maksimalno ugodja. V praksi to pomeni na občutno nižjo hitrost, kot jo sicer zmore razred S speljati na udoben način. V dobi samovozečih avtomobilov bo očitno promet počasnejši. V nadaljevanju oddaje pospremimo formalno uveljavitev sistema eCall. Od 1. aprila naprej morajo namreč vsi na novo razviti avtomobili imeti vgrajeno SIM-kartico. Gledalko Matejo smo spremljali, ko se je soočila s svojo vozniško fobijo in ali vas mika, da bi za fiksen mesečni strošek uporabljali 12 različnih avtomobilov. Tokratni pregled avtomobilskih novic začnimo z izredno pozitivno vestjo, da morajo biti od 1. aprila naprej vsi na novo homologirani avtomobili v Evropi opremljeni s sistemom eCall. Torej sistemom, ki v primeru nesreče samodejno pokliče reševalce in jim javi natančne koordinate neljubega dogodka. Številne blagovne znamke v Sloveniji sistem eCall že več let ponujajo. Imamo tudi že kar nekaj dokazov, da eCall prihrani minute. Na Postojnskem, kaj je bila velika prometna nesreča v megli na avtocesti, je naš eCall iz Forda Galaxy poklical dobri 2 minuti, preden je nastal prvi klic za pomoč v službo za obveščanje. Imamo Transita Customa, ki je sodeloval v nesreči, ko so na kraj nesreče prišli gasilci in reševalna služba, preden se je bila policija sploh obveščena o dogodku. A sistem, ki je v teh primerih rešil življenja, je bil odvisen od povezave z zunanjim mobilnim telefonom, torej od napolnjenosti baterije telefona. Po 1. aprilu pa morajo avtomobili ponujati od zunanje naprave neodvisno rešitev, torej z vgrajenim namenskim telefonom z lastno SIM-kartico. To bo veljalo za vsa na novo homologirana vozila.
Vozila, ki so sedaj že homologirana in bodo dobila samo prenovo, prenovljeno zunanjost, prenovljeno tehnologijo, bojo lahko še vedno uporabljala sistematizacijo, ko ni potreben e-call del serijske opreme. V vseh novo homologiranih vozilih, torej popolnoma novih modelih, bo pa ta tehnologija seveda nujno serijska. Preselimo se v New York, na dogajanje na tamkajšnjem avtomobilskem salonu. Za evropske ceste je najpomembnejša premiera nove 5. generacije Toyote RAV4. Po novem bo RAV vizualno bolj robustno terenski, bistven bo njegov hibridni 4-kolesni pogon, dizelskega motorja pa seveda ne bo več v ponudbi. Na tem mestu poudarimo še novega Subarujevega gozdarja, ta se drži že uveljavljenih prijemov, tako oblikovalskih kot tehničnih, v oči pa je padel tudi Volkswagenov Atlas, torej večji SUV, kot bo v roku nekaj mesecev novi Touareg. No, v Ameriki so Atlasa pokazali v kupejevsko SUV-ovski verziji in kot pick-up. Za zdaj sta to samo koncepta, a je jasno, da prav daleč od resnice nista. Zanimiv je tudi prenovljeni Tucson, še bolj pa Maserati Levante z V8 motorjem, ki ob pomoči 2 turbinskih polnilnikov ponuja skupno 437 kW, kar je 115 kW na liter prostornine. To je največ, kar jih je kadarkoli ponujal Maserati. Tehnično pomoč pa so seveda nudili v Maranelu. Newyorško premiero je imel tudi Volvov kitajski partner Link & Company. Predstavil je najmanjšega SUV-ja, model 02, ki bo s tehniko Volva XC40 na trgih tekmoval z Audijem s podobno oznako. In ko smo pri znamki, ki temelji na novih prijemih prodaje, naj povemo, da se vse več znamk odloča za ponujanje avtomobilov kot storitve poleg klasične prodaje. Koncept mesečne naročnine je v Ameriki začel testirati BMW, 3 tedne prej pa smo pri Mercedesu slišali tole. Wouldn't it be great if you could just drive a new Mercedes every month at a fixed cost? Well, now you can. With our new Mercedes Me Flexperience, you can get access to 12 different models per year. The whole process works easily with a smartphone app. So when the weather looks great for the weekend, just swap your sedan for a cabriolet and make the most out of it. No, Mercedes in BMW imata tudi sicer podobni mnenji glede mobilnostne prihodnosti. Car2Go in BMW-jev Drive Now zdaj spadata pod isto streho, ki pa ne bo ponujala zgolj car sharinga, ampak tudi številne druge multimodalne mobilnosti. Brkati Dieter Ceče iz Mercedesa je združitev komentiral tako. Naloge oblikovanja prihodnosti mobilnosti ne bomo prepustili drugim. In morda bomo že kmalu poročali še o eni združitvi. Če se bodo pogovori zaključili v tej smeri, Renault Nissan kmalu ne bosta več zgolj zveza, ampak kar eno in isto podjetje. Francozi in Japonci menijo, da se bodo tako lažje zoperstavili Toyoti in Volkswagenu. Tokratne novice pa zaključimo s pametno registrsko tablico. Startup FanSense na Indiegogo zbira denar za proizvodnjo tablice z vgrajenimi parkirnimi senzorji. V današnji oddaji pa se bomo ponovno lotili premagovanja fobij. V tem primeru gre za strah pred srečanji na ozkem cestišču. Nadaljujemo z našo zelo zanimivo, ampak tudi zelo zahtevno akcijo, v kateri se spoprijemamo z vozniškimi fobijami. Kot smo že ugotavljali, teh ni malo, pogoste so, pogosto pa znajo voznikom tudi zagreniti ne samo vožnjo, ampak skoraj tudi življenje. Tokrat je z nami Mateja. Matejo smo že spoznali. Če je cesta ozka, pa je visoka omejitev hitrosti in je kolona nasproti mene strnjena, me je vedno strah, da se bomo zapeli špegli, da bo karkoli tako. Skozi imam feeling, da me bo odpeljal tisti avto na sosednjem pasu s sabo. Mi je groza teh avtomobilov, ki mi prihajajo nasproti in jaz bi takrat najraje zamižala. Z Matejo sva se 2 uri vozila po različnih cestah. Kdaj si se pa nazadnje 2 uri vozila? Kdaj si nazadnje vozila 2 uri, ne kdaj si se vozila? Nikoli. Te prvič, da si vozila 2 uri skupaj? Prvič, da sem vozila 2 uri skupaj.
Okay. Jaz sem zate pripravil še en vozniški preizkus, recimo temu, ne, v katerem bo samo še en korak šla naprej iz tistega, kar sva delala že prej na regionalni cesti med vožnjo skozi ovinke, kjer sva ugotavljala, da če prideva s pravo hitrostjo v ovinek, če se ovinek odpira in vidiva, da je cesta prazna, lahko narediva lep lok, lahko imava zaupanje v to, da bo avto ostal v voznem pasu in da ne bo nikamor se premaknil in da je dovolj prostora na strani bankine in na sredini, da ne sežemo čez polovico cestišča. To zaupanje bo pa zdaj malo preizkušala še skozi slalom, pa vožnje ob stožcih, čist zraven stožcov, tako da jih ne bova zadela. Greva. Miha, a postaviš prosim 3 stožce, tako da se bova tik pred njimi ustavila, kot zaporo? Ja, greš čisto na vozni pas, poravnaš. Ja, no, ne spuščati, še. Bravo, super. 3, 4, zdaj, 3, 4, zdaj. 3, 4, zdaj, pa poravnaš, pa še, zdaj. Bravo, super. Stop. Predaleč si šel. Ni. Je, napisal. Peleš po svojem voznem pasu, nekaj ti skoči na cesto, greš na lev vozni pas, sak postaviš. No, poglej, vozni pas, glej, koliko je še ostalo tukaj prostora. Tukaj je pa 20 cm, a ne, se to je 20 cm, ne. Zadost, bravo. Ti tako dobro peleš, da ne se sekira tam zaradi... Jaz to ful preveč osebno jemljem in pol je pač... Sam ne tega ima tako oseben voza, zato ko znaš voziti sam tisti dober. Jasno, da če te stiska tam noter, da to ni dober občutek. Ne? Sam glej, če lahko greš na to stran, pa če vidiš, da je prazen, vzem si prostor. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Ja, tisti v ovinkih, kjer pač sva se naučila, da najprej pogledam daleč naprej v ovink, potem pa pogled vrnem nazaj v ovink. Hkrati je tisti zelo uporaben, da ne gledam direkt v nasproti vozeče avtomobile, ampak v bistvu gledam mojo sredinsko linijo na mojem pasu. Kadar je ozka cesta, pa je pač pregledna cesta, je fino, da se ne držim zelo moje pač desne strani, ampak da si vzamem prostor in vozim pač prosto, neomejeno na desno stran. Ja. Ampak seveda biti pozoren na nasprotni promet, da se pač pravočasno umakneš na rob, če je pač to seveda potrebno. No. Kakšna bo naša cestna infrastruktura v prihodnjih letih? Bomo dobili 2., 3., 5., 7. tir. Kdo bo dvignil raven varnosti prevoza otrok v šolo? Bomo mogoče izgubili omejitve hitrosti na avtocestah? Se bo našel enak, ki bo podrl cestninske postaje? Bomo plačali kakšen davek dajatev manj ob registraciji novega avtomobila? Bomo v Sloveniji uvedli zakonodajo, ki bo omogočila testiranje avtonomnih avtomobilov? Bomo začeli kontrolirati oziroma omejevati vse neekološke tovornjake, ki se po Sloveniji vozijo z lizanimi letnimi pnevmatikami, tudi po zimi? Vse to so klasična politična vprašanja. In če kdaj velja politike vprašati, kaj na to temo, potem je to zdaj pravi čas. Zdaj so jih polna usta obljub. In iz politične debate v predvolilnih obdobjih praviloma izostanejo vprašanja, ki se dotikajo prometne varnosti, mobilnosti v celoti. Zato smo na Inštitutu za civilizacijo in kulturo, ki tesno sodeluje tudi z avtomobilnostjo, že pred leti uvedli poseben spisek vprašanj in ob vsakih državnozborskih volitvah
vse stranke vprašali, kaj si mislijo in kako bodo razvijali prometno varnost, mobilnost nasploh. Tokrat pa k sodelovanju vabimo tudi vas, gledalke in gledalci, in tudi vse, ki nas prebirate in gledate na MMC-ju. Sporočite nam svoje vprašanje, vse, kar vas zanima v povezavi z prometom, mobilnostjo, z vprašanji, ki morajo najti odgovor tudi pri politikih in tistih, ki se potegujejo za naše glasove. Sodelujte pri oblikovanju vprašanj, več kot jih bo, boljša kot bojo, videli bomo, kakšni so njihovi odgovori. In ko smo ravno pri MMC-ju in pri vseh aktivacijah, ki smo jih pripravili za vas, ne pozabite na našo nagradno igro Share Dunlop Spirit, kjer s svojim enominutnim videom, ki ga boste morali seveda deliti s svojimi prijatelji in tudi z nami na svojih spletnih omrežjih, kaj lahko dobite? 7000 evrov, avto in pa seveda izberete prijatelja, ki bi šel z vami na izlet na Škotsko. V rojstni kraj svetovno znanega veterinarja, ki je kmalu zatem postal legendaren gumar.